Dejavnosti teh mednarodnih organizacij, s katerimi ima Republika Slovenija pogodbo, kateri implicitno smo tudi mi člani, ne grejo skupaj z našo ustavo v Društvo za srečno življenje Belis. Zato smo se odločili, da iz teh organizacij samostojno kot društvo izstopimo z vsemi našimi člani. S tem ne vplivamo na pravice drugih in, tako kot rečeno, smo to storili. Včeraj, spoštovani člani Društva za srečno življenje Belis, je bil največji dan v zgodovini našega delovanja. Poleg registracije in nastanka društva, ker takrat, ko smo ga delali, nismo natančno vedeli, da bo to društvo čez 100 let takšno, kot je zdaj, in da bo tako dobro služil. Smo, zdaj takole, samo tako v živo vam pokažem od blizu, ne vem, koliko se bo tole videlo. Vidite, smo lepo opremili. S posebnimi papirji, tukaj so izvirna potrdila in pa društvo je plačalo za 2 kuverti 26,91 € za osebno vročitev gospodu Tedrosu in pa gospodu Gebrejezusu in pa Antoniju Guterresu, United Nations. WHO is corrupt. I urge people to open their eyes. I reject the psychology of totalitarianism. We never give up. People are manipulated by the omnipresent propaganda. Without freedom, there is no help. Together, we will restore democracy. But when the politicians are scared of the people, that's democracy. That you do have a choice. You have the power to effect change. The worst case scenario. Do not have the freedom to say or express what they have on their hearts. This is the opportunity for your voice to be heard. The entirety of our well-beings and freedoms is at stake. Thank you. Kako so stvari zvito narejene? Leta 2001 sem bral zakonodajni akt oziroma razlago zakona o društvih, ki so ga takrat spreminjali. Ker mi imamo leta 2002 ustanovljeno društvo in to je po spremembi zakona o društvih. Še iz časa Jugoslavije, ki je bil, In pred tem časom, če so se hotela društva in organizacije združevati v recimo več različnih društev pa podjetij, če se je hotelo z društvom povezati, so morali to narediti s pogodbo. To se pravi, so se morali usesti, pogajati in napisati pogodbo in takrat seveda sta 2 društvi sodelovali v neki določeni smeri, kjer so se strinjali skupaj, sicer potem vsak po svoje, vendar je morala obstajati pogodba. No, po letu 2001, to se pravi z novim zakonom, spremembo zakona, so naredili pa tako, da zadostuje, da se recimo predsednik nekega društva in podpredsednik, pa mogoče še njegov namestnik, 3 samo včlanijo v eno društvo in s tem so vsi ostali člani, ki so včlanjeni, postanejo avtomatično tudi člani te druge organizacije in obratno. Pa naj si gre to za podjetje, recimo v podjetju se lahko včlani direktor, pomočnik direktorja in še mogoče njegov še nekdo, še kakšen namestnik, to da so 3, če kdo manjka. In s tem so tudi vsi v podjetju včlanjeni, tudi vsi delavci, komplet vse. Verjemite mi, da marsikdo sploh ne ve, da je včlanjen kam, da je član nečesa in da dobiva direktive od druge organizacije, ki so povezane in te direktive pridejo potem seveda na to drugo organizacijo in neposredno vplivajo na tega, ki je zaposlen, pa sploh ne ve, od kod prihaja. Zakaj vam to govorim? Zaradi tega, ker če smo mi Republika Slovenija, pa vzamemo samo Slovenija in smo državljani in imamo predsednika ali predsednico, ki jo izvolimo in ona se s podpisom pogodbe ali pa predsednik vlade ali pa minister z neko pogodbo mednarodno zavežejo, nas to afektira vse državljane. In mi nismo na to pristali. Za kakšne pogodbe sploh ne vemo, ampak nas se v življenju dotika vse. In kaj je zdaj poanta? Poslušal sem gospoda Rogoskega, ki pravi, pišite
poslancem, pišite v senat, pišite politikom, govorite na glas, razpošiljajte, dajte, lepo vas prosim, super, dajmo razpošiljati vse informacije, čim bolj javno. Ampak česa gospod ne ve, gospod nima društva in ne ve in ne pozna zakonitosti društva, on še vedno svojo suverenost, izjemno znanje, kako gospod Rogoski sledi vsakemu čast, ampak on zdaj ne ve, kam bi s tem znanjem. In to znanje seveda pravi, dajte politikom pisati. Pa kdo bo namesto vas naredil? Sami morate to narediti. Mi v društvu smo naredili to kot društvo z vsemi člani. Republika Slovenija je še vedno član, društvo pa od včeraj naprej ni več član United Nations in ni več član WHO-ja. Poslali smo notico, zdaj pa bomo počakali samo njihovo potrdilo, ker mi smo definitivno se iz teh dveh društev izpisali v korenini, smo rekli prejšnji teden, sanacijo in radice, ozdravitev v korenini. Vse nasledstvene pogodbe iz Jugoslavije, ki jih je Slovenija potrdila, leta 1991, nekatere tudi 92. leta, smo mi zdaj to vest pretrgali in izstopili iz United Nations in izstopili prav tako posredno iz specialne agencije oziroma društva WHO. Obvestili smo obe organizaciji z diplomatsko noto in to je naša dolžnost. Zdaj, ki se zavedamo, v kakšnem društvu smo in kako so nam življenja urejali z svojimi nasveti predsedniku vlade, predsednik vlade ministrom, ministri svojim ministrstvom in tako navzdol. Glejte, vsakega od nas se je dotikalo življenje, vsega se dotaknejo. Pravim, da je naša osebna dolžnost, tako kot je Rogoski tudi poudaril, kot sem že jaz povedal, proaktivno zaščititi svoje življenje, svoje drage, svoje ljudi, svoje člane, vse, ki jih imate radi. Ne sam prav je, da se obvesti državni zbor poslanci zato, ker jim potem začne tako delati, seveda, ker mislijo, da mi ne vemo. Dajmo jim napisati, kaj mislimo. Danes bomo precej tega slišali. Precej se je dogajalo ta teden, ne samo, da smo celovečeren film pripravili, pa tole zadevo, kompletno tole predavanje, ampak smo naredili še diplomatsko noto, kar sploh ni enostavno, in še druge stvari, ki jih bomo pa zdaj šli skozi. Zelo sem vesel vseh vas nocoj, ki ste se zbrali, ste si vzeli čas. Rad vas imam, da si vzamete čas, da se izobražujemo, da veste, zakaj gre in da stvar skušate razumeti. Danes je prišel k meni prijatelj, sem pa rekel, Mihajl, sledim te, ampak ne morem tako hitro, kot ti delaš. Jaz ne morem toliko vsega razumeti. Še en mail me je danes presenetil, torej gospod Marjan mi je danes poslal in me spravil v solzne oči. Samo povzamem, to je upokojeni ravnatelj, razgledan človek, zelo se trudi, vse naredi, kar je v njegovi moči, da to agendo prenese znanje svojim otrokom, svojim sorodnikom, ki so nekateri tudi zelo trdi in tega ne razumejo in potem se včasih slišiva, ampak kar mi je zdaj napisal, ker se nisva par mesecev slišala, je rekel, da je vse dokumente prebral, kar smo pošiljali zadnje 3 tedne. Je rekel zelo natančno. Gospod je v penziji, je šel vse te stvari skozi fizično in pozna. Je rekel, da kaj takega še ni videl, rekel, da to je edinstveno v svetu in da se zahvaljuje in je rekel, naj Bog čuva naše društvo in pohvalil, je rekel, da bi se mogel še marsikdo zgledovati in še nič koliko glasov je bilo. Vsi ostali so pa malo potihnili, se poskrili, tako da gledajte, dajmo. Jaz predlagam Republiki Sloveniji, če hoče iz WHO-ja pa iz United Nations, naj se vpiše v društvo Belis, pa smo Slovenci rešeni. To se mi zdi edina taka rešitev. Tako da predlagam Robertu Golobu, če ga kje držijo v šahmatu, če držijo predsednico Natašo Pirc-Musar šahmatu, naj se včlani v društvo in je Slovenija avtomatično out. Tako da, dobrodošli, tukaj smo odprti za vse vas, mi smo to storili, tako da zdaj. Evo, to je to. Zdaj bom pa zašeral screen in bomo šli počasi čez to zadevo, tako da bomo pregledali, kaj se je ta teden dogajalo, potem bomo pa povedali o tem, kaj je to diplomatska nota, zelo pomembna stvar. Dragi moji,
Današnji program bomo šli takole skozi. Jaz bom šel kar po vrsti. Tukaj je diplomatska nota o odstopu, ki smo jo poslali po pošti. To je direktna fotografija iz pošte snoči ob 19 oziroma 20:30. Če pošlješ do 9 ure, ne natančno zdaj, do minute ne, ampak evo, to smo poslali. Društvo za srečno življenje Belis bo naredilo vse, da bo zaščitilo ljudi in njihovo srečo. In našo srečo, in naše otroke, in našo prihodnost. Tako kot je James Rogoski rekel, jaz ta hip ne morem spati in ne morem na dopust, ker bi nekoč rad hodil okrog, brez QR kode, brez tega, da me zasledujejo in da mi finančno ukazujejo, koliko in kaj lahko porabim, ali pa me celo ocenjujejo po socialnih točkah. Tukaj bomo naredili zdaj tale pregled. Najprej, tako kot ponavadi, bomo pripravili pregled zapisnika. Pregled zapisnika 125. rednega srečanja Društva Belis. Zapisnik, najprej bi se rad zahvalil naši Teji. Jaz bom zdaj samo pogledal skozi tukaj, da vidite. In tu na vrhu nihče tega ne bo naredil namesto nas. Shranite vso dokumentacijo, ki ste jo prejeli na mail. Zakon o umiku Svetovne zdravstvene organizacije in Združenih narodov, anekse, vse na varno mesto in tako naprej. In tukaj imamo ta dodatek, ki smo ga prejšnji teden, ga je kar lepo dala kompletno v zapisnik, zato da je na 2 mestih, da je v zakonu in še tle v zapisniku. Točno tako z vso dokumentacijo, dragi moji, evo, vse opisano, vse javno objavljeno in torej ta zapisnik. Zdaj pa vprašanje za vse nas, spoštovani, ima kdo na ta zapisnik kakšno pripombo, ki smo prisotni? Se pravi, brez glasu proti, zapisnik sprejet, hvala lepa, tako da povemo to v mikrofon, čudovito. Hvala lepa, gremo naprej. Morda niti ne veste, ali pa ste preslišali, ali pa tudi ne, da je vlada Državnemu zboru Republike Slovenije dala v postopek spremembo ustave za 160., 161. in 162. člen Ustave Republike Slovenije iz Gregorčičeve ulice in mi smo na to odreagirali. To se je zgodilo kar že pred časom, ampak prav je, ker se je zdaj govorilo, da bi dal gotovino v ustavo, sem jaz postal pozoren, da se ta 2 termina zdaj prekrivata, da vlada je dala pobudo za te 3 člene, za ustavno sodišče, in sicer, ker je v času covida ustavno sodišče sprejemalo toliko velik pritožb, da niso uspeli, bi ustavo spremenili tako, da bi zdaj ustavno sodišče, če bi vi pisali ustavnemu sodišču, da vam je kršena človekova pravica, pa bi to veliko ljudi pisali, in bi ustavno sodišče imelo pravico reči, ja, tega bomo vzeli, tega ne bomo vzeli, te bomo obravnavali, tega ne bo, brez razlage. Po svoji interni presoji bi obravnavali samo tisto, kar si oni želijo. A si vi predstavljate, da je kršena pravica do pravnega varstva? Nič meni, nič tebi, to bi kar spremenila noter, ne? Hkrati so pa hoteli pristojnost, ugotavljanje, ali je neki člen ustaven ali ne, prenesti nekaj na upravno sodišče, nekaj na druga sodišča in tle bi se pristojnosti čisto zmešale. Ko sem jaz tole šel malo preučevati, sem si rekel, če se to zgodi, že tako je ustavno sodišče se postavlja nad ustavo, kar se ne bi smelo, ampak če pa še to, da bojo oni odločali, katero človekovo pravico bodo presojali, ne, potem pa se zavedite, da bojo delali samo tiste, ki so v skladu z agendo in ne tistih, ki v bistvu dejansko kršijo človekove pravice. Tako da potem je tukaj se zgodba z nami, z državljani zaključi, vkolikor priznavamo ustavno sodišče. Jaz osebno, ne vem, ustavno sodišče bi moglo čuvati ustavo, ne pa se iti politične igrice, kot se zdaj grejo. In zato smo tukaj, bomo rekli na Šubičevo 4, poslali opozorilo Državnemu zboru Republike Slovenije. No, tukaj smo napisali, v bistvu to je njihov tekst, da je vlada predlagala. In pred spremembo ustavnih členov iz vladnega predloga je treba opozoriti, da vsaka sprememba v ustavi prinese tudi nekatere izzive in tveganja. Tukaj bi se jaz rad srčno zahvalil
predsednici društva Ivilijani Belis za vso podporo in pa za mnoge nasvete strani članov in ekipe društva Belis, kjer smo sodelovali tukaj, ki so mi pomagali, ki vejo, poznajo stvari. Tako da srčna hvala vsem iz vsega srca, da smo to lahko seveda to naredili. Gre za hudo stvar, recimo na primer prenos določenih pristojnosti na druga sodišča, kar lahko privede do različnih interpretacij in odločitev o enakih vprašanjih. Eno sodišče bi odločilo tako, eno bi odločilo tako in pol ljudje spet ne bi vedeli, kaj je prav. Skratka, gre za vnašanje kaosa, zmešnjave. Tukaj ni neke dosledne pravne prakse, že zdaj je ni, ampak zdaj bi bilo pa še slabše, še hujše, ne? In potem tukaj opozarjamo Državni zbor Republike Slovenije, da je pomembno, da se pri spreminjanju ustave upoštevajo vsi mednarodni standardi, za katere so podpisali, in prakse, da se zagotovi skladno z mednarodnimi človekovimi pravicami in s pravno državo. Sodišča, zaradi katerih so stranke do sedaj lahko iskale pravico na ustavnem sodišču, te možnosti več ne bodo imele. Če bodo o ustavnih vprašanjih odločala po spremembi zakona, Bog ne daj, do tega pride, druga sodišča. Jaz in kolegi smo to prebrali, kot je razvidno iz njihovega predstavljenega besedila. To sem vam jaz tudi vse poslal, imate v vabilu, samo kliknete in si lahko tukaj njihovo besedilo pogledate, ki je bilo poslano na en elektronski naslov in na tem elektronskem naslovu so povezane vse občine v Republiki Sloveniji. Morda niti ne veste, da imajo vse občine en center, Združenje občin. Se pravi, Združenje občin dobi navodilo od vlade in potem z tega centra komunicirajo naprej z občinami. Tako da gre za neko centralno vodenje. Občine sploh niso več tisto, kar so bile včasih, da so delale v dobro prebivalcev, s pobuda od spodaj gor, ampak zdaj tolčejo od zgoraj navzdol. Lepo bodi tiho, bodi priden in delaj tako, kot ti rečem. In po vseh občinah enako, pa naj bo to Murska Sobota, Maribor, Celje, se vidite, da županov se sploh več ne sliši, se jih ne more slišati, se pridejo direktive samo zgoraj. To so navadni izvajalci, statisti, navodil WHO-ja, navodil United Nations in navodil Evropske unije in tle sploh ni več samo odločbe. Mi smo naredili samo odločbo, dobesedno z našim izstopom. To pa je sama odločba. Zdaj pa naj nekdo reče, da to ni pravno dovoljeno in da ni pravno pravilno. Pa naj pride, pa naj pove, naj to utemelji. Ok, to, kar se zdaj vse počne strani države, pa res ni in tole, da spreminjajo ustavo. Jaz sem zadnjič na en komentar na Facebooku odgovoril, ko je nekdo pokomentiral, je, da ustava še 2-3 spremembe naredijo in bo ustava postala zakon in ustave nam sploh ne bo več ustave, bo samo še zakon. Razumete? Z vsako spremembo ustava bolj postaja zakon, ker nam zakone not opisujejo. Zakoni morajo biti v skladu z ustavo, ne pa zakon opisati v ustavo, da bo ustava zakon. To nam počnejo, zbudite se, ljudje Božji. Ne dovolite več nobene spremembe v ustavi, ker vse to, kar delajo, je premišljeno. Zdajle se vidi tako, sliši se dobro, sliši se fajn, razbremenili bomo ubogi, zakaj so pa plačani, da delajo? Nikoli ne bi bilo toliko pripada na ustavnem sodišču, če ne bi bilo toliko kršitev človekovih pravic. Nobene pritožbe ne bi smelo biti, če bi država pošteno delala. Zdaj so pa na sodišču, bogi reveži obremenjeni, zdaj moramo pa ustavo, veste, spremeniti, zato da bo navadno sodišče odločalo, da je to v proti. Pa dajte ga lomiti, no lepo vas prosim, kam smo prišli? A sploh vidite, kaj počnejo? A ste razumeli, kaj počnejo? Ja, to je ta igra njihova. Tukaj si to lahko pogledate, jaz sem tukaj zdaj na tej, bom rekel, drugi strani. Glejte, tukaj smo pogledali, kaj pomeni črtanje 7. alineje v ustavi, pa dodajanje nove 6. alineje. Tega je 10 strani. In smo naredili analizo v društvu, kaj bi pomenili, če bi se tle spremenili, kaj bi bilo dobrega. Seveda so določene stvari, ki so dobre, ampak tudi samo te dobre stvari predstavljajo. Slabih vam pa nihče ne pove.
Mi smo pa tukaj naredili v bistvu razmislek, kaj pomeni, če se pa to in to in to in to zgodi. Ja, nič, nastradamo ljudje. Vse za nas jih ni briga. Briga je samo za njihove ugodnosti, kar se njim zboljša. Nam se pa vse poslabša. In gledajte, tukaj smo potem te stvari si dajte prebrati, dajte se informirati, dajte pisati v Državni zbor, dajte jim to poslati kot člani društva, vzemite si dol, preneste si in pošljite, prosim, poslancem, pošljite tem našim izvoljencem, ki tam sedijo, zdaj že včasih celo spijo, da bojo vse kaj prebrali malo, ne. Ker itak noben ne razume, ko vlada predlaga, njim se to ne ljubi brati, ne. Vprašanje je, koliko jih sploh razume v tem stanju zadrugiranem, ko so. Ne, tako da zdaj, glede na to, da so jim injekcije še mogoče kakšno mentalno ali pa fizično ali pa psihično škodo naredile, to je vprašanje, odkot zdaj vse to vodijo. Tako da evo, to je predsednica društva potrdila s svojim podpisom, štempilko in društvo stoji za tem. Tako da to je ena taka zelo, zelo pomembna zadeva. Druga stvar potem, to se pravi javno opozorilo. Druga stvar, ki pa je, poglejte, dobili smo prejšnji teden oziroma en dan od gospoda Ivana Jurgeca v društvu Belis smo dobili, da naj pomaga društvo Belis zbirati podpise za spremembe ustave za vpis člena pravica do vpisa uporabe gotovine. Zraven je seveda bil tudi njihov, kako se reče, predlog in v društvu smo se usedali in smo ta predlog pogledali. Seveda je dober na prvi pogled, glede na to, da grozi digitalni evro, pa QR kode, pa vse to, in zdaj je treba pač pravico do gotovine vpisati v ustavo. Ali si za, ali nisi. In tu se konča debata, a vpišemo ali ne vpišemo. Seveda vpišimo. Dragi moji, ne nasedajte na tako plitva vprašanja, da ali ne. Kaj vpišemo in kam vpišemo in kaj piše v tem členu. To so tri ključne stvari, ki si jih je treba prej vprašanja zastaviti. Na katero mesto? Ja, ljubi Bog, pravico do uporabe gotovine je predlagal, da se vpiše v javne finance v ustavi, v člen, kjer spada pod javno. Moj račun s tem, ko jaz to podpišem in če imam gotovino, postane račun javen. Kakor na Kitajskem, greš čez cesto in te javno označijo, da si prekršek naredil in ti socialne točke zbijajo, pa vsem pokažejo, da si grešnik. Glejte, to je ta zadeva, ki jo hočejo zdaj narediti. Pod pretvezo zaščite pravic. In jaz gledam, pravice v ustavi so od 15. člena, od 16. člena do 49. člena, pravica do dela. Ljudje božji, če nekdo delamo, skozi inšpektorji visijo za glavo, si dal račun, si jo, ne, tle noter pod 48, 49a člen je treba postaviti to pravico noter. In gledajte, tukaj smo dobili to pismo, Ivan Jurgec, vpis gotovine v ustavo. Tukaj nas vabi in tukaj je dal ta pregled zakona, rabijo 30,000 podpisa in pravi, menim, to spravi, samo on se predstavi in da je on vložil in to zgleda, kot da je sam naredil, kot da je on sam to naredil, vsi ga poznate. In pravi, menim, da gre za pomembno zadevo, katera je po mojem mnenju povezuje vse nas, ter bi želel, da se osebno srečamo, se pogovorimo ter dogovorimo, kako bi vsi skupaj čim bolj organizirali, da zberemo veliko več podpisov, kot je potrebnih 30,000. Pa počakajte malo, ljudje božji, pa mi nismo društvo za zbiranje podpisov. Mi nismo društvo, zakaj pa ste bili, gospod Jurgec, ko se je ta člen delal, zakaj nas niste implementirali, povabili zdrave. No, potem smo nekako odgovorili, prijeli smo vaše pismo, samo na kratko, da vam povem, kaj smo odpisali, in to pismo je bilo javno, v katerem nas vljudno vabite k sodelovanju pri zbiranju podpisov za vpis gotovine v ustavo. Vaša pobuda, da se gotovina uvrsti v ustavo, je nedvomno zanimiva in pomembna zadeva, ki se dotika vseh nas državljanov. Vaša gorečnost in predanost v tej zadevi sta pohvalni, prav tako se zavedamo, da je zbiranje podpisov velik izziv, ki zahteva organizacijo
in enotnost med sodelujočimi. Hvaležni smo vam, da ste sprejeli to nalogo in si prizadevate za ozaveščanje ljudi glede pomembnosti gotovine. Vendar pa želimo poudariti, da smo žal bili izpuščeni iz vključitve in oblikovanje vsebine in pozicioniranje pravice do gotovine v ustavi. Kljub temu, da vam čestitamo za sprejete predloge, moramo izraziti svoje pomisleke glede vstavljanja te pravice v poglavje javnih financ. Pravica do gotovine je namreč povezana z osebno rabo denarja in predstavlja ključno vprašanje o zasebnosti in finančni neodvisnosti posameznikov. Naša vizija bi bila, da se pravica do gotovine v ustavi ustrezno umesti tako, da bi bila priznana kot pomembna osebna pravica državljanov. Hkrati pa bi bila ustrezno zaščitena pred mnogimi posegi. Zavedamo se pomena gotovine kot tradicionalnega in zakonitega plačilnega sredstva, zato bi morala pravica do gotovine ostati nedotakljiva in neodtuljiva. In tako naprej. Se zahvaljujemo in tukaj smo dodali naš predlog, zakaj se mora uvrstiti pod 49a člen, če ti nekaj delaš in če dobiš plačano, je to tvoj zaslužek. Jaz sem naredil, poslušajte, k meni pridejo ljudje, rečejo, gospod, naredite nam vizitke. V redu, jaz naredim vizitko, jo oblikujem, pa to obračunam. Zdaj jaz sem naredil svojo energijo, dal sem prostor, dal sem znanje, dal sem vse, človek je to plačal, pa pride pa država, k meni pa mi reče 25-28% mi ti od tega daj. Ja, kaj ste pa vi meni dali, dragi moji, da boste mene ropali tle z mojo energijo, z mojim znanjem, z mojo kreativnostjo, Republika Slovenija, ti se pa voziš z BMW-om, pa hodiš po morju, pa drugi ti komandirajo, kaj moraš delati, ti pa fajn ješ, pa z ribicami na morje hodiš, pa s pokali se slikaš, predsednik vlade. Halo? Dajmo se nekaj zmeniti enkrat, če pa vas že plačujemo, pa dajte nekaj narediti, pa zaščititi narod. Tudi kar se tiče javnih financ in naš predlog je bil, da smo si čist pošteni, predlagamo sledeči vpis v ustavo. Torej, 49a člen takoj pod pravico do dela in je nedotakljivo, če meni nekdo plača to, ko jaz čuje, to moj denar. Sem ga jaz zamenjal z mojo energijo in z mojim znanjem. In država ni ne za to dala. Ne govorim za podjetja, ker so drugi stroški. V redu, se druga pa državne firme. Ampak da meni izračuna, potem to dol jemljajo, pa izračuni, da moram jaz najprej na davčni pokazati, kdo je bil pri meni, pa koliko sem plačal, pa nezaslišana kontrola. To so nezaslišane stvari. Pravica do izključne uporabe gotovina je ta člen, se pravi, gotovina je izključno zakonito plačilno sredstvo in hranilec vrednosti na območju Republike Slovenije. Torej, to je naš predlog, ker Jurgec nam je 2 vrstici poslal, pa da vse v javnost. Mi smo pa to malo predelali. Uvedba digitalnega denarja, vključno z elektronskim evrom za plačilo blaga in storitev v Sloveniji, je strogo prepovedana. Vsakdo ima izključno pravico do plačila za nakup blaga in storitev zgolj z gotovino. Noben zakon ne sme dovoliti uporabe digitalnega denarja ali elektronskega evra kot veljavnega plačilnega sredstva v Sloveniji. Prav tako se pravica do uporabe gotovine ne sme pogojiti z zdravstvenim stanjem ali identifikacijo pred ali med nakupi z gotovino. Vsakršno identificiranje pri plačevanju z gotovino je strogo prepovedano, saj krši 38. člen ustave, ki varuje identiteto posameznika in ne sme biti uporabljeno brez sodne odredbe. Preiskave države v povezavi z gotovino in porabo gotovine so strogo prepovedane. Prav tako omejevanje višine porabe pri nakupih in naročilih. Zakon naj bo neprepusten glede poskusov omejevanja ali odkrivanja porabe gotovine. In če mora biti zakon v skladu z ustavo, mora biti neprepusten, se ne sme na to vplivati. Ta stavek je zelo dober tle. Hvala za nasvet, tisti, ki mi je to dal. Plačevanje z bančno kartico in preko bančnih računov preko interneta je dovoljeno, se pravi to, kar zdaj ostane. Tu ne govorimo o digitalnem evru, ampak o obstoječem sistemu. Vendar pa ne sme zahtevati dodatne nepotrebne identifikacije ali omejiti višine porabe, da se zagotovi pravica, enaka pravica do zasebnosti in neodvisnosti pri finančnih transakcijah. In 4. odstavek
Digitalni evro je strogo prepovedan kot plačilno sredstvo, saj ne predstavlja kovancev in bankovcev, ki so edina zakonita valuta za izvrševanje pravice do uporabe gotovine v Republiki Sloveniji. In to se postavi v drugo poglavje, kjer se govori v ustavi o človekovih pravicah, kjer se izvršuje neposredno na podlagi ustave. Vsi ostali členi se izvršujejo na podlagi zakona. In če postavite tisti člen, ki ga je Jurgec pravi, da je to njegov predlog, jaz ne verjamem, ampak ok, postavi v javne finance, potem to ni več pravica, ampak je potem tortura in nadzor. Samo uvednost. V nadaljevanju, gledajte, so pojasnila, tukaj vidite, smo to potem obdelali, prvi odstavek razložen, drugi odstavek pojasnen, kakšne so prednosti, kakšne so tudi slabosti, tretji odstavek. Skratka, nismo se ponavljali z vsem tistim, kar je on že imel v predlogu, ampak smo zavzeli tukaj strogo, ozko in strokovno samo to, kar dejansko se zgodi. A ne? Tako da to si preberite, lahko komu razpošljete, lahko tudi poveste in mislim, to je društveno ekipno delo in hvala, srčna hvala vsem za tole pomoč. Mi smo potem to javno objavili in po tej objavi ni bilo več nobenega komentarja pod, jaz sem ene par dni prej pisal, kaj se to grejo, gotovino v ustavo, čudno se mi je zdelo, ker če bi imeli mi tolar, ok, pa da se to ne bi spreminjalo, ampak ker je to evro, pa smo v Evropski skupnosti in zdaj boš ti evro, oziroma te kovance in bankovce vstavo v slovensko ustavo, ki je, smo majhni, ki nas praktično ni, to ne vidim smisla, ker je tako povsod v zakonu to. Zakaj je v zakonu? Iz praktičnih razlogov. Ustavo je bistveno težje spreminjati kot zakon, in ker se valute spreminja, države se spreminja, denar se spreminja, ne vem, kaj se spreminja iz digitalnega denarja v kripto denar in tako naprej, nima smisla tokrat ustavo spreminjati samo zaradi tega denarja. Če pa že denarno, se pa ustava velikrat spremeni, ampak to je čudovit povod za državo, da ne spremeni samo tega, ampak še kaj drugega. In pol ustava počasi izgine. In to je namen. Osnovni namen nam je uničiti ustavo, da boste vedeli, kdo sodeluje pri tem. Ne dovolite, da se ustave kdorkoli dotakne. Taka kot je že dosti pokvarjena, ampak jih še veliko bremza noter. Ne dovolite, da nam vzamejo še tiste zavorice, ki nas še držijo po koncu. Nacionalnost Slovenije kot take, lepo prosim. Mihael Belis, s vsem društvom, vas lepo prosim, ne. Niti te gotovine, niti vlada, ki predlaga državnemu zboru za spremembo ustavnega sodišča, katastrofa. Tako da, prosim, razširite, ne. Tako, to je to, si lahko tukaj pogledate in potem imamo pa naprej. Pregled poslanega obvestila organizaciji Združenim narodom in WHO za odstop od nasledstvene pogodbe, diplomatska nota Republike Slovenije v imenu Društva za srečno življenje, ki jo je društvo poslalo tukaj Združenim narodom, Svetovni zdravstveni organizaciji, včeraj dne 28.7.23. Dragi moji, mi smo to poslali. Mi ne govorimo, pojdite, protestirajte, prosite, fehtajte, da bo tam zdaj en minister za zdravje, ki zdaj že njega ni več, ker se ne morajo se zmeniti, kdo bo v kateri bolnici delal, pa kdo bo koliko plače dobil in oni bojo zdaj za nas skrbeli, da bo šli iz WHO-ja, pa ne znajo poskrbeti niti za osnovne stvari javnega zdravja. Lepo vas prosim. Prav? Če ne bomo za svoje zdravje poskrbeli, za svoje dobro počutje, za svojo družino, svoje otroke, za svoja društva, to bi moglo vsako društvo narediti v Sloveniji, sam kaj je vrag, ki ga država plačuje in bo pol brez denarja, če to naredi, ker mora delati, ker ti moraš delati tako, kot ti pač tisti, ki ti denar da, tisti komandira. To je zmeri tako. In res je vse v denarju. Is king, cash is king, ne? Hvala večnemu Bogu, hvala, dragi člani, da toliko spodbujate, da smo lahko samostojni. Poglejte, kaj smo naredili. Jaz mislim, smo edinstveni v zgodovini. Mene celo ima, da bi zdaj prebral tale od našega člana, ker je tako lepo napisal s takim zavedanjem.
Ja, glejte, poslal mi je tole 13, ob 2, zdaj pa je ura 7. Ok, jaz bom tole mi je takole v zvezi z izstopom poslal, pa bom tole prav v zvezi s tem izstopom. Piše tako, spoštovani gospod Mihael, da vidim, če bo takole. Precej gradiva v zvezi z izstopom sem prebral. Meni je bilo to izjemno natančno, dosledno, obširno, podrobno gradivo napisano. Koliko znanja, razgledanosti, vedenja v širino in globino in širino se skriva za vsem tem. Gradivo je hkrati zelo, zelo poučno in na nas je, da se ob njem lahko še in še učimo. Dovolim si vas pohvaliti in vam čestitati za opravljeno delo, sledijo še pisma iz tega, seveda v Evropsko državni in tako naprej. Vi ste pionir, inovator, jaz pravim društvo, jaz to ni, ker brez društva tega ni in brez vas mi smo mogli to izvoliti, ne? Tako da, gospod Marjan, vsi v društvu, vključno z vami, ki tole vidite, hvala lepa. Kaj takega ni naredilo še nobena vlada na svetu, uspelo je vsaj delček takega sestaviti, kar ste tukaj naredili. Kar se mene tiče, ste prav vsestranski velikan na svojem področju. Hvala Bogu, da ste na svojem mestu, potreben za nas vse. Prav bojim se za vas in za vašo gospo, naj vas Bog čuva, oba sta pod Božjim blagoslovom, pa v navezi z Bogom za varstvo. Resnično to niso besede kar tja v en dan, ampak so to misli ostro zabodene v srž časa in vsestransko elito, ki ne da miru. Tudi v svojih mislih bom bdel nad vama, obema vajino dejanja bodo zagotovo surovo ocenjeni skozi elito in bilo bi razmišljati o lastni varnosti. Da si kdo upa že pest dvigniti, kaj šele glavo tako odkrito, dvigniti je dah jemajoče. Srečno vama in vsemu društvu, vse vas lepo pozdravljam, gospod Marjan. Dragi Marjan, hvala, srčna hvala za to spodbudno pismo, tako da vem, da poslušate in srčna hvala še enkrat za rabimo spodbudne besede, to nas vse drži gor. Gremo naprej. No, mi smo res naredili proaktivni izstop in tukaj vidite pismo, ki smo ga poslali, tudi ostalim smo poslali pač poseben papir, tukaj gor pozlačeno, in pa notico, Veleposlaništvo Republike Slovenije izraža svoje odlično spoštovanje generalnemu direktorju dr. Tedros Adhanom Ghebreyesusu in ima čast sporočiti dr. Tedros Adhanom Ghebreyesusu, generalnemu direktorju Svetovne zdravstvene organizacije z glavno pisarno v Ženevi, da je naša organizacija Društvo za srečno življenje Belis, zgodbo poznate, izstopilo. To smo njemu napisali. Okay? Podpis predsednika, generalne predsednice Društva za srečno življenje. Priložili smo zraven uradni list, zakon, kjer utemeljujemo, da se naša 10. alineja, ne samo 10, ampak cel 9. člen iz članske izkaznice oziroma tukaj je članska izkaznica, kjer imamo tukaj napisane te naše stvari, ampak statuta Društva Belis ne ujema s tem, kar WHO počne, kot Svetovna zdravstvena organizacija. Nekako med vrsticami smo jim dali vedeti, da niso zdravstvena organizacija, ampak so pravna organizacija za izvajanje nadzora. Ker, ko vi rečete Svetovna zdravstvena organizacija, vsak pomisli na zdravje, dejansko je pa ta zdravstveni pravilnik, a veste, kaj je zdravstveni pravilnik, je samo formulirajo kot en zakon, pravni formular, na podlagi katerega bi nam omejili gibanje, omejili zdravje, dali vsako kontrolo, kar se pač dogaja. Seveda se morajo države strinjati zato, da bi bilo povsem enako, ampak imajo tudi drugje zelo velike probleme. Tako kot smo prej na začetku v videu
Jamesa Rogoskega videli, dejansko imajo precej zmede. Jaz sem par teh, ker imam dostop, sem se prijavil kot novinar na te njihove konference in to pogledam in, a veste, ti ljudje sploh ne vejo, o čem govorijo. Nimajo vsebine, imajo neke razdeljene stvari in mislim, da je prav namen, da mešajo te državne uradnike bolj enega kot drugega, zato ker ko ti narediš zmešnjavo, na koncu lahko dosežeš cilj, ki si ga zastavil, a ne? To pa je prevarati vse države, da gre za zdravje, ko vendarle v času epidemije, ki jo lahko kadarkoli, kdorkoli razglasi, potem te točke, ki bodo v posameznih državah, ki morajo biti potem, a ne, izvajale državni nadzor in država izgubi v tistem trenutku vso svojo suverenost. Tega si ne smemo dovoliti. No, skratka, mi smo iz tega ven in smo to dali tudi vedeti. Evo, to je potem v angleščini smo tudi lepo napisali, zato da se tam ne bi kak Slovenc našel, pa malo predrugačil, pa njemu kaj drugega napisal, smo tole oboje napisali. Evo, to so ta pisma, potem še v lepopisu, da si lahko shranite. Smo pisali tudi v Organizacije Združenih narodov. Antoniju Guterresu prav tako, da izstopamo iz Svetovne zdravstvene organizacije kot njihove organizacijske specialne podskupine in pa iz Združenih narodov kompletno, tako kot že sami veste. In tukaj so potem seveda ta pisma, ki smo jih zadnjič prebrali. Zdaj edino, kar smo dodali zraven, je k tej notici zelo pomembno, a ne? Ker to so diplomatske notice in bomo o tem zdaj malo povedali. Vidite, prvi stavek tukaj gor piše The Embassy of Republic Slovenia presents these compliments, a ne? Se pravi tu Secretary General, Mr. Antonio Guterres, in vidite, da je z velikimi črkami napisano, potem je z majhnimi in potem je ustanova in potem seveda vsebina naprej. Vse mora biti pod predpisih in tukaj na koncu še zaključen stavek. To se pravi, v ta okvir zgoraj in spodaj vmes smo dali pa to besedilo. To mora biti narejeno, tako da tukaj je dokaz, da je to poslano in piše The envelope contains diplomatic note from Republic of Slovenia to the United Nations. A ne? Tukaj so še povratnice, vidite na tole in pa potrdila. Tukaj pa čestitam, evo, bil sem zelo vesel, ko smo tole koverto takole oddali in to je skratka tako. O vsem tem, no evo, tale slika za menoj, poglejte, kaj hočejo iz tega našega evra, hočejo narediti neko digitalno. Če bi se že vpisalo v Ustavo Republike Slovenije, potem naj se vpiše tam, kjer smo predlagali. Seveda smo potem s takim členom v Društvu za srečno življenje, ja. To, kar so pa predlagali in nas pozvali k zbiranju podpisov, pa hvala lepa, ne. Nazaj k našemu izstopu, kaj pomeni diplomatska nota, kako in kdo predstavlja državo. Glejte, vloga predstavništva za zunanje zadeve neke države in društvo je predstavništvo zaradi tega, ker ima svoj statut, imamo svojo ustavo. In po 145. členu ustave imamo pravico delovati v okviru države na podlagi zakona. Zakon, ki nam to dovoljuje, je pa zakon o društvih. In glejte, diplomatska nota je v bistvu ključna pri vzpostavljanju in ohranjanju diplomatskih odnosov z drugimi državami ter pomembnimi mednarodnimi organizacijami. Predstavništva za zunanje zadeve, kot je recimo ambasada, in tukaj smo zdaj mi tukaj v ambasadi, a ne, igrajo ključno vlogo v diplomaciji in komuniciranju med različnimi državami in organizacijami. Vloga predstavništev je predstavljati interese in politiko domače države na mednarodni ravni ter zagotavljati učinkovito izmenjavo informacij, ne samo informacij, ampak tudi stališč. Ena izmed pomembnih nalog ambasade ali predstavništva je pošiljanje notifikacij. Mi smo poslali notico, to je notifikacija, obvestilo o neki odločitvi drugim državam ali vplivnim mednarodnim organizacijam.
Se pravi, ta dejanja so pogosto rezultat premišljenih in obširnih analiz političnih, gospodarskih, varnostnih in socialnih dejavnikov. Poglejte, mi smo naredili preko 800 videov v zadnjih 2 letih in pol, izobražujemo se vsak teden. Marsikaj nam je jasno, delamo analize, tako kot smo povedali, in mi smo videli, da dejavnosti teh mednarodnih organizacij, s katerimi ima Republika Slovenija pogodbo, kateri implicitno smo tudi mi člani, ne grejo skupaj z našo ustavo v Društvo za srečno življenje Belis. Zato smo se odločili, da iz teh organizacij samostojno kot društvo izstopimo z vsemi našimi člani. S tem ne vplivamo na pravice drugih in, tako kot rečeno, smo to storili. No, kaj se zdaj zgodi? Zdaj, kakšne so možnosti? Sam tok v informacijo. V primeru pošiljanja notifikacij drugim državam se to zgodi iz večjih razlogov. Glejte, notifikacijo se pošlje za izboljšanje diplomatskih odnosov. V tem primeru ambasada lahko pošlje noto drugi državi, da izrazi željo po vzpostavitvi ali okrepitvi diplomatskih odnosov med državama. To je kot da bi se 2 soseda pobotala in zdaj sta naprej prijatelja. Notifikacije se pošljejo pod točko 2 kot izmenjava, recimo, informacij. Države si med seboj izmenjujejo pomembne informacije, ki vplivajo na njihove skupne interese, varnost, gospodarstvo. In to vključuje obvestila o političnih spremembah, gospodarskih trendih, okoljskih vprašanjih in drugih pomembnih dogodkih, če obstaja mednarodna pogodba ali pa če je nekje en tak napredek narejen, za katerega se zanima druga država, se pač dogovorijo in se notificirajo, potrdijo in sodelujejo. Zelo pomembne so notifikacije. Pod točko 4 se z notifikacijo lahko obvesti tudi izražanja protesta ali zaskrbljenosti. Včasih se notifikacije uporabljajo za izražanje protesta ali zaskrbljenosti glede dejanj politike druge države, ki bi lahko negativno vplivala na mednarodne odnose, negativno vplivala na zdravje in varnost državljanov neke sosednje ali druge republike ali v odnosu med organizacijo in državo. To, kar se pač sedaj zgodilo v covidu, kjer je ena organizacija, ima tako vpliv, da samo z nasvetom poda svoje mnenje in potem država na podlagi tega sprejme odlok in ta odlok je potem obvezen za vse občine. Občine dajo navodila naprej vsem prebivalcem na podlagi, se pravi, teh mednarodnih organizacij. In mi smo se tukaj odločili, da se s tem ne strinjamo in izstopamo in smo to storili z notifikacijo. Seveda so potem recimo po točko 5, če gremo naprej, spreminjanje sporazumov in mednarodnih dogovorov. Z notifikacijo se lahko tudi kakšen del v neki pogodbi spremeni z nekim predlogom notifikacije in potem recimo ambasada lahko pošlje noto v zvezi s sklepi ali izvajanjem mednarodnih sporazumov, ki so podpisani med 2 državama ali med organizacijami ali mešano. Pomembno je razumeti, da notifikacija poslane strani predstavništva za zunanje zadeve države ali organizacije odražajo uradno stališče domače države. To se pravi, mi smo poslali uradno stališče Društva Belis kot državnega organa Republike Slovenije, notifikacijo United Nations, Združenim narodom in pa Svetovni zdravstveni organizaciji. Potrebno se je zavedati, da predstavništva za zunanje zadeve, kot je na primer ambasada, ki so ključni akterji v diplomatskih odnosih in komuniciranju med državami ter organizacijami, vplivajo tudi na mednarodno politiko. Jaz upam, da se bo v mednarodni politiki našlo še kakšno društvo, ki bo zavzelo stališče, kot smo ga zavzeli v Društvu Belis in smo se prej pogovarjali, da na Ministrstvu za finance, kjer vam Rubio piše, da morajo proaktivno zaščititi državljane pred tem, da državljanom se ne bo slabo godilo, delajo pa ravno obratno. In ti Rubio vzamejo in potem imaš velike stroške ali pa celo včasih ljudje, bog ne daj, propadejo, si kaj naredijo zaradi tega, ker pač smo vsi vezani na finančna sredstva in na podlagi tega na življenje vsakodnevno. Glejte, posredovanje notifikacij, kar je pa najbolj pomembno, da je pa to izraz spoštovanja
Kljub temu, da se je zgodilo, kar se je zgodilo, da so nam veliko slabega naredili, veliko podjetij zaprlo, veliko ljudi umira, poglejte, kaj se z otroci dogaja, kaj se s podjetji dogaja. Ne bomo pozabili, kaj je zdravstvo naredilo. Vse to je tak negativen vpliv naredilo, je treba tako notico poslati z najvišjo mero spoštovanja do mednarodnega prava in norm, ki omogočajo potem morda, recimo, če se kaj spremeni, nadaljevalno konstruktivno reševanje različnih vprašanj, sporov, nestrinjanj, s katerimi se pač soočamo kot organizacija ali pa mogoče kakšna druga država v tem sodobnem globalnem svetu. Marsikdo ne ve, da lahko notifikacijo pošlje kot državljan Republike Slovenije, ker je v Sloveniji samo odločba. Sam se odločaš. Mi smo državljani, vsak ima stalni naslov, stalno prebivališče in je državljan Republike Slovenije, se lahko usede in napiše: Tedrosu, ja, dragi Tedros, jaz, ta in ta državljan Republike Slovenije, ti pošljem notifikacijo, da izstopam iz tvoje organizacije. Napište, bo dobil 2 milijona izstopov. Če Golob tega ne naredi, če predsednica tega ne naredi, ne morete drugim dajati svoje suverenosti, da bodo namesto vas pisali, ja, nimajo časa za vas, vi morate to sami narediti. Ok, mi smo naredili sami, mi ne bomo čakali, prosili, protestirali. In glejte, javno obvestilo članom društva Belis in državljanom Republike Slovenije. Spoštovani državljani Republike Slovenije, spoštovani člani društva Belis, na Zoomu in tukaj v pisarni. Društvo za srečno življenje Belis je na podlagi 145. člena Ustave Republike Slovenije in na podlagi 63. člena Zakona o zunanjih zadevah v povezavi z dodatkom k zakonu URO-ZUS, uradni list Društva za srečno življenje Belis, leto 2023, številka 1, deratificiralo sporazum med Društvom za srečno življenje Belis in sledečimi mednarodnimi pogodbami iz akta o potrditvi nasledstva glede statutov drugih mednarodnih sporazumov, ki predstavljajo akt o ustanovitvi mednarodnih organizacij. Evo, ob upoštevanju smo tukaj navedli, če se priključite na vaš elektronski naslov, na to, kar smo vam poslali. So tukaj določbe temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, določb deklaracije o neodvisnosti, s katerimi je Slovenija za organizacijo, ker je Društvo za srečno življenje v tej obliki sprejelo tudi razglaša svojo samostojnost in neodvisnost. Torej, društvo je samostojno, neodvisno, spada v 145. člen, je v pravnem sektorju in se zato lahko odloča samo, kje se bo vključilo, kje se bo izpisalo, kaj bo naredilo. Važno pa je ob tem seveda kulturno komuniciranje in pravilno postopanje, zato da se obvesti te organizacije, da v bistvu trenutno ne moremo sodelovati zaradi njihovega obnašanja, vpliva na naša življenja, ki nam povzročajo nesrečo. Mi tukaj smo pa društvo za srečno življenje in delamo na tem, da bi ljudje bili bolj zadovoljni, da bi imeli več informacij in da bi si lahko življenje uredili spodobno človeku. Tako, mi smo potem tukaj napisali odstop od mednarodnih pogodb OZN, se pravi Organizacije Združenih narodov, ter njenih specialnih agencij. Teh agencij je kar nekaj, ki smo jih nasledstveno sprejeli od Jugoslavije. In zdaj, če od vseh teh agencij, društev odstopimo, kar smo naredili v jedru, v bazi, tudi vse ostalo, kar je narejen, ker smo izstopili iz tega, nima nobenega vpliva več. In to je naš ključ za ta izstop. Država lahko govori karkoli hoče, mi smo to javno objavili, povedali svoje mnenje, da se ne strinjamo. Nismo tiho, ker če si tiho, se strinjaš. Pojdi v kot, pa greš v kot. Daj si masko, pa si daj masko. Če greš na banko, lahko samo 200 evrov dvigneš, ali pa na bankomatu samo 20 evrov, ker je banka tako rekla. Oprostite, mi smo dali v naš zakon v aneks, da se finančno članov društva ne omejuje in se jih ne sme omejevati.
Tako kot imajo vsi v United Nations, ki so organizacija, prost, ne vem kaj vse imajo tisto kartico in jim so povsod vrata odprta. Od danes naprej so tudi nam. Ali pa če vzamete Vatikan, ali pa če vzamete CERN, a ste vedeli, da je CERN država? Da imajo svoj statut, da imajo svoja pravila? Niste vedeli. Pa je samo tisti krog, kjer delajo eksperimente. Pa je mogoče tam noter ne vem koliko tisoč ljudi, vsak dan, ki se pod zemljo vozijo, da jih nihče ne vidi, ampak oni so svoja država, imajo svojo zasebnost, pride kak eksperiment nam malo povejo, drugače pa oni tam jih države sponzorirajo za te eksperimente, da jih potem izvajajo na nas. Mi delamo za srečno življenje in se za vsa ta sodelovanja in te eksperimente, pikanje v kožo, kot je bilo rečeno, srčno zahvaljujemo, zato ker Božje podobe, po kateri smo ustvarjeni, in sodelovanja z naravo, s tem, da nam oblake zakrivajo, nam ne more nihče vzeti. Pa če še tako prekrivajo, bo sonce naredili svoje. Tako, gledajte, tole smo naredili in tukaj je celo povedano, da bo Republika Slovenija nadaljevala s plačili letnih prispevkov. Pazite, to je iz leta 1991. Zdaj smo 2023 in Slovenija vsak let plačuje organizaciji WHO in United Nations za svoje članstvo. Vi ste člani društva Belis, pogledajte, pa je nikoli nihče vam ne reče, da morate, koliko tukaj piše, 1/4, ne vem, 1/4 enote plačevati od vsega, tukaj piše 1/4, a veste, koliko je to? Prispevkov od bruto morajo plačevati za te organizacije, da nam pol po glavi hodijo. Se pravi, mi sami sebi plačujemo smrt. Najprej damo Sloveniji, Slovenija tja, pol dobijo navodila in potem moramo mi tako delati. A tukaj je zdaj naprej še ena reč. Društvo za srečno življenje Belis je v navedenih nasledstvenih mednarodnih pogodbah z veleposlaniško noto Republike Slovenije, kot smo rekli, na podlagi 145. člena Ustave Republike Slovenije o svojem odmiku, jaz rečem kar od prekinitve pogodbe, ampak odmiku od nasledstvenih pogodb, obvestilo sledeče mednarodne organizacije, kot veste, OZN, United Nations, osebno generalnega sekretarja z diplomatsko notico Antonio Guterresa v New Yorku, Združenih državah Amerike. In Svetovno zdravstveno organizacijo, World Health Organization, generalnega direktorja dr. Tedrosa Adhanom Ghebreyesusa z glavno pisarno v Ženevi in smo tudi v Švico to pismo poslali. In s tem bi jaz danes nekako želel zaključiti. Zdaj obvestila imate, spravite si to, zapomnite si včerajšnji dan in današnji dan. Se pravi, danes smo 29. pa včeraj 7. Včeraj smo izstopili, danes smo to povedali, oznanili, da je temu tako. Čakamo odgovore in ko bojo odgovori, vam bomo povedali. Zdaj nas čaka še izstop z obvestilom o teh izstopih v Evropsko unijo in pa seveda bomo poslali diplomatsko notico tudi predsedniku vlade in predsednici države Republike Slovenije v vednost in morajo to spoštovati. Hvala lepa, rad vas imam, ostanite to, kar ste, ostanite trdni.